lepo vsi pozdravljeni. Vsi skupaj danes smo se zbrali ob izidu nove revije Založbe Družina z imenom Najst. Gre za katoliško revijo za mlade. Nekje želimo nagovoriti najstnike od 7. razreda osnovne šole, ti, ki so v pripravi na Birmo, do nekje 1., 2. letnik, pač dokot jih še zanimajo te teme na tak način. Tukaj z mano so škof dr. Anton Jamnik, ki je predsednik Komisije za pastoralo mladih pri Slovenski škofovski konferenci, lepo pozdravljen. Potem Tone Česen, voditelj Medškofijskega odbora za mladino, Barbara Kastelec, naša sodelavka in koordinatorka revijalnega programa Založbe Družine, ter Klemen Čeligoj, urednik revije Najst. Prvo številko so se mladi lahko srečali v soboto v Stični, o tem, kakšni so bili odzivi, bomo slišali pozneje. Sedaj pa predlagam za začetek, da si pogledamo še reklamni video spot. Jaz sem pravočujem video objektu na Nemor. Prvi tako dobro. Ne, vse v redu. Da je zelo dober spot, ki nagovarja zelo široko populacijo. Je bilo tudi že zelo veliko lajkov čez vikend, kar smo ga objavili. Tako, gospod škof Jamnik, vi se srečujete z mladimi ne samo po funkciji, ampak veliko tudi ob birmah, ne? Tako imate najbolj neposreden stik z njimi. In to je tudi ciljna skupina, ki jo mi želimo nagovoriti. Vi ste v svojem prvem odzivu dejali, da ste prvo številko nove katoliške revije za mlade z veseljem pričakovali in prebrali. Pa vas sprašujem, vas je nagovorila, navdušila? Več kot navdušila, pa še pomladila me je svojo vsebino, iskrivostjo. Vedno znova, ko se srečujem z mladimi in pravim, da se od njih, pa to iskreno mislim, ogromno naučim. Tako da sem vesel, da je zagledala luč sveta ta čudovita revija. Ne samo, da je oblikovno, slikovno privlačna, ampak je tudi vsebinsko izjemno bogata. Založbi Družina, urednici revijalnega dela, čestitam, uredniku revije Najst, vsem ostalim. Glede, zdi se mi pomembno, da smo za to obdobje, kot je bilo rečeno, dobili revijo, ki mlade nagovarja v jeziku, ki je njim primeren, ne populističen, ne všečen, ampak hkrati jezik, ki temeljne resnice, globine naše vere predstavi tudi drugim. Ko je bila zdaj malo takole anekdotično potem v Stični, ko smo bili vsi škofje tokrat zbrani, čisto si, Slovenija zdaj je polna ekipa, no sem tudi gospodom škofom rekel in so dobili to revijo, da naj jo pridno berejo, da bomo lažje mlade razumeli, poslušali, se od njih naučili, ker je res vsebinsko bogata, zares sem jo prebral. Včasih kakšnih revij ne preberem, se priznam, ne? Ampak ker sem dobil že eno delovno verzijo, potem pa zadnjo verzijo, mi je res izredno všeč, tudi ta razdelitev tematsko, vsebinska, in prepričan sem, da bo preko različnih načinov, ko smo povedali, ko bo predstavljena tako v Stični, potem, ko bodo srečanja zbirnic kaset, ne samo v naši Škofiji, ampak tudi po celi Sloveniji. Vsako leto je okrog 4-5 tisoč birmancev, no, 4 tisoč najbolj, bolj sigurna številko celi Sloveniji, 6 škofijah, duhovnikom,
na seji dekanov bomo to predstavili, potem bo to predstavljeno v uradnem glasilu tudi sporočilo slovenskih škofij. Skratka, vse bomo naredili, da, kar je v moji moči in škofovske konference, da to najprej sami beremo, ponudimo drugim, se iz tega lahko ogromno lepega naučimo in čestitam družini, vam, Jure Revijani, gospe Manici, pa uredniku, veliko korajže, dobrega, lepega naprej želim in želim, da to pokaže na to, da je krščanstvo v Sloveniji mlado, živahno, polno novih idej in oživlja tudi starejšo populacijo. Tako da mislim, da bo zajela lahko zelo širok krog ljudi. Ja, hvala lepa in tako kot je rekel papež nedolgo tega, katoličane je pozval naj plavamo proti toku in mislim, da so prav mladi tisti, ki zelo radi plavajo proti toku, samo mi moramo znati malo ne usmeriti, ampak stimulirati, da so lahko tudi kot kristjani moderni napredni. Ne? Tako da bi pa, gospod Totne Česen, vi kot voditelj Medškofijskega odbora za mladino, vi ste nekako skozi v stiku z vsemi generacijami mladih. Tudi po svoji drugi službeni dolžnosti pa me zanima, koliko mladi še sploh berejo, pa a jih bomo znali skozi revijo nagovarjati oziroma odgovarjati na njihova vprašanja. Ja, to glede branja je zelo dobro vprašanje. Ne? Mislim, da smo se pred 2 leti, ko smo se prvič pogovarjali o tej reviji, če se ne motim, so bili prve debate, ne, je bil največji pomislek ravno to, da naj bi mladi danes revije oziroma pač sploh nekih tiskovin ne brali, ne gledali. Ne. Potem, kolikor se spomnim, ta ideja o reviji katoliški ni zavrla, ne. Najprej je bila celo, mislim, da so bile malo drugačne ideje, da je bil prevod nekih revij in tako naprej. Ampak se mi zdi, da je bila ena spodbuda v lanskem letu, če se prav spomnim, ko se je pokazala neka tendenca v javnosti, da druge revije, recimo, ki obstajajo za mlade, dobivajo spet na svoji popularnosti, da se prodajajo kljub vsemu, ne. In jaz mislim, da ta bazen katoliški, ne, ki je bil že prej omenjen, se pravi predvsem, če pogledamo število veroučencev v zadnjih razredih osnovne šole, ni tako majhno v Sloveniji, ne, in potrebujejo in si morajo imeti pravzaprav možnost ene revije, ki jim omogoči drugačno izkušnjo življenja, kot pa jo ponujajo, ne vem, druge, recimo, popularne pa sodobne revije, ne. Jaz sem osebno včeraj to malo okrog razlagal in bilo to prvo vprašanje, ali je tudi kaj o duhovnosti v reviji. Se pravi, da v bistvu to manjka drugod, ne, in hkrati je pa revija zelo, bom rekel, osredotočena na popularne teme, na to, kar poslušajo mladi, kar gledajo, kar jih v bistvu privablja in hočejo o tem še kaj več zvedeti in mislim, da bo lahko kljub temu, da je morda bralna kultura revij nižja, prišla in nagovorila tiste, ki so pravzaprav v zamisli ustvarjalcev ciljna publika. Hvala lepa. A je še eno stvar, sem hotel reči, no, da je seveda revija oziroma naročila na revijo primerno darilo lahko ob kakšnih praznovanjih in mlad človek morda ne bo sam kupil, mu pa lahko to podarijo starši, ne vem, kdo drug kot prijateljev, ki jim želijo nekaj dobrega izročiti. Ne. Lahko kupiš čokolado, lahko kupiš pa revijo. Hvala lepa. Klemen Čeligoj, poznamo te kot urednika Mladega vala, to je rubrika v družini. Mladi val je nekako namenjen vsem mladim, tudi bolj že študentom, starejšim. V čem je pa razlika zdaj ta bistvena pri najstu? Razlik je več. Prva, ki jo najprej opazimo, je čisto v oblikovni zasnovi, ki je pri najstu veliko bolj prilagojena ciljni publiki. Ker mladi val v družini pada pod celostno grafično podobo celega časopisa in se od njega grafično ne razlikuje. Najst pa že na prvi pogled izpade drugačen, izpade mladosten in verjamem, da bo zaradi tega marsikdo vzel roke, ki mogoče mladega vala v družini sploh ne opazi. Mogoče pa malo drugačen tudi po vsebini, kot si že omenila,
val v družini namenjen tudi študentom, tudi mladim zaposlenim nekatere teme. Tukaj pa pri najstju smo se pa res osredotočili na najstnike in želimo teme približati njim, pa ne samo teme, ampak tudi način sporočanja, ker se pač to že zelo razlikuje. Imate tudi kakšnega najstnika v uredništvu? Po srcu smo vsi najstniki. Mogoče, če bi lahko tako nakratko osvetlil, kako boste pa vzpostavili stik ta realen z mladimi? Najbolj pisem bralcev ne moramo pričakovati pri najstnikih, ne? Izkušnje nekaterih drugih revij, ki niso sicer katoliške, ampak so namenjene najstnikom, kažejo, da se tudi še kakšno pismo napisano na papir najde, da ga najstniki napišejo. Jih je pa seveda manj, kot jih je bilo včasih. So pa namesto teh pisem seveda zdaj vse pogostejši elektronski odzivi, elektronska pošta, še več pa seveda Facebook, pa tudi druga socialna omrežja. Tako da najst lahko najdemo tudi že na Facebooku in ima že kar veliko všečkov, tako da tam vidimo, da priljubljenost revije narašča. S tem se bo pa najbrž tudi ena dinamika ohranila, ne vem, se bo najbrž tudi rubrike lahko začele spreminjati, če se bo pokazala potreba potem. Gotovo, ja. Najst se bo razvijal, ne bo vedno enak, tako kot najstniki niso vedno enaki in mi želimo najstnike resno vzeti, pisati o stvarih, ki jih zanimajo. Hvala. Pa dajem besedo še Barbari Stebec, ki je več čas v imenu založbe skrbela za koordinacijo in dinamiko nastajanja revije. Barbara, kaj je bilo tisto glavno, za kar smo se v založbi odločili za izdajo te revije? Ja, ta ideja je v različnih okoljih zorela več časa, več let, vedno znova so bile neke pobude, pa dajmo narediti eno revijo za mlade. Seveda smo trčali s to idejo v čas, ko mladi samo še listajo, ne, pa tipkajo, ampak kljub temu smo rekli, gremo poglobiti neko določeno informacijo in jo dati mladim tako, da bojo razumeli, da bodo tudi globje lahko osvetlili kakšno stvar, kakšno temo malo bolj prešvečili, da bo evangelij res osvetlil vsa ta njihova relevantna vprašanja, njihovega področja razmišljanja in delovanja. In to je bila naša temeljna želja. Res je pa tudi, da so nas starši Mavričarjev pogosto, vsakič, ko so njihovi otroci prerasli, vprašali, ali imate zdaj kaj za naše najstnike, odrasli so. Upamo, da vsi poznate pač Mavrico, našo katoliško revijo za otroke, starše in katehete. Z neko podobno kakovostjo, s podobnim pristopom, ki je v poslušanju te populacije, zanimive mlade populacije, želimo nadaljevati in ponuditi mi kot založba z določeno izkušnjo tudi njim primerno vsebino. Pa tudi mislim, da slovenskemu prostoru s to revijo, slovenskemu mladinskemu prostoru s to revijo prinašamo eno določeno svežino, nekaj novega in da ta revija vsebuje nekaj, zaradi česar smo drugačni, kot je že to nečesen od drugih najstniških, mladostniških revij na našem trgu. Tako da upamo, da nas boste lajkali, da nas boste brali, gledali, delili svoje misli z nami. Revija tudi ne bo išla vsak mesec, ampak 6-krat na leto, ne? Tako, rekli smo, da za začetek 6-krat na leto, ker je kar založniško, kar zahtevanje pa obsežna in v njej bo marsikaj v 2 mesecih boste to vsebino predelali, potem prežvečili in si zaželeli novo. Hvala. Naj povem, da je revijo oblikovala še študentka Lucija Jerman in mislim, da se res vidi ta svežina. Tukaj z nami je še tudi ena članica uredništva Marta Habek, ki je drugače predsednica društva SKAM. Poleg tega je član uredništva tudi Samo Pučnik, ki je predsednik Oratorija Slovenije in Lucija Čakš, ki ima izkušnje že na Mladem valu. Mislim, da je to res mlada in dinamična uredniška ekipa in o pomoči gospoda Česna. Mislim, da jim bo uspelo. Pa če bi še mogoče Barbara ti samo ob koncu povedala, kakšni so bili prvi odzivi mladih v soboto v Stični. Ja, bili so zelo prisrčni, ko smo jim šli smo od skupince do skupince in smo jim konkretno kazali našo revijo, vprašali smo, kaj je to, pa res, to je katoliška revija za mlade, potem so bili navdušeni, da je noter nekaj
mode, nekaj športa, da so noter zvezdniki, ki jih poznajo. Potem duhovnike je pa zanimalo, kaj je noter recimo duhovnega, pa smo lahko z veseljem povedali, da je rubrika posebej pripravljena za bermance, da so noter pogovori z duhovnikom in da so noter vprašanja za punce, fante, stvari, kateri smo včasih zadredi, kako bi jih predstavili, da so pa tukaj dobro zapisane osvetljenja, tako meni smo kot švrk čez pregledali in smo videli, da jim je domača in blizu. Hvala. Je mogoče še kakšno vprašanje? Če lahko se potom že dodam, revija se mi zdi izjemno zanimiva, lepa, privlačna, oblikovno in vsebinsko. Res smo v Twitterih in Facebookih in mailih in vsem ostalemu, samo strokovnjaki vedno bolj ugotavljajo, da brana knjiga, ki jo imaš v roke, revijo, ki jo počrtaš, malo pomečkaš, in na avtobuse imaš, tam imaš, to bo pa še vedno nekaj, kar ne more nobena tehnika nadomestiti. Tiskana beseda, zapisana beseda, kot ste prej rekli, še boljše, če človek piše, pa to ne moramo tukaj, ne? Je nekaj, kar bo ostalo, kar je nek arhetip človeku. In je vsa druga stvar, ki je tudi dobra, po zdravi pameti, lahko krasno dopolnilo temu, kar je natisneno. Na to prisegam in tujini vedno bolj ugotavljajo tudi to, sploh po azijskem, pa tem svetu, južnoameriškem, Evropi, pa tam tukaj smo morda manjčka bolj taki, pa na japonskem, ampak knjiga še vedno najboljša univerza, najboljša ne vem kaj, založba, karkoli, slovi potem tudi kaj natisne, kaj je dano na papir natisneno, ker to je tisto, ker je drugačna oblika komunikacije. Jaz nisem psiholog, to bi drugi boljše razložili, ampak poberem te analize, ki jih je bilo veliko narejenih, a bomo zdaj tiskalni kar zaprli, pa revije kar ne vem ukini, je ugotovljeno, da nasprotno, da prihaja obdobje, ker v revijani tiskanju obseg teh in tablicah in podobnem še vedno tisto primarno, kar vzamemo in preberemo. Jaz ne vem, mislim, da nisem več najstnik, ne? Ampak mi je bilo všeč ta govorica, res. Duhovnega je pa veliko. Veste, vse duhovno ni neka abstrakcija, da imaš pa neko zgolj getoizirano duhovnost, en kanček tega pa konc. Duhovnost je, da prebereš o papežu, o tem renomometašu, to je bilo strašno napeto in zanimivo, potem, da prebereš intervju s tajnikom mladinske pastorale Česno, potem tole je prav zanimivo, tole moram reči, da sem pa to z veseljem prebral, ker se pri vermancih tudi naučim, ali lahko punca naredi prvi korak, kateri korak se neko nisem vedel, pa sem nekaj malo naučil se. Pa lahko? Prosim? Ja, to bodo komentirali pa malo drugi, tako da mislim, da se korake dela pametjo, modrostjo, pa pogledajte to. Skratka, o tem nimam nobenega dvoma in sem za Kristi potem pomači. Rekel škopom, prosim, da vsi beremo, preberemo, te smo pogovarjali, povedali svojim, ne samo najstnikom. Jaz bi predlagal, da je to odlično za starše, odlično je za katehete, katehistne, redovnice, redovniki. Ker če ne živimo v enih pisarnah, enih sobah, enih samostanih, pa ne vemo, kaj se na svetu dogaja, pa rečemo, kako čudni so ti mladi. Se bom končal, da so še to. Mladi niso nič čudni, mladi so krasni in mi se lahko od njih veliko naučimo. Vse nekaj zapisal, najprej jih mi malo spodbujamo, ne, da tečejo, potem pa vi spodbujete nas, da se ne ostavimo v kalupih, malodušju, pa v enem takem, veste, vse se nič ne da. To čestitam in se marsikaj da narediti, prepričan sem, da bo šla revija seveda korak za korakom, potrebni čas, svojo kvaliteto, s odlično ekipo. Prepričan sem, globoko osebno prepričan, vse, kar je dobrega, nevšečnega, dobrega, uspe. Ampak
mi sejemo, zraste pa ne jutri, ne, čisto takoj, ne. Mačkrat je počakati, zato je to ta predstavitev, govorili bomo drugim, predstavili vsem, na seji veganov, duhovnikom, škofom, naprej, pa tudi drugim medijem, jaz sem prepričan, vsaj z enim sem se pogovarjal, še da bo kakšen pogovor naredil, še drugod, tako da bo to potem lahko šlo. Veste, tudi med tiste, ki morda ne pridejo k maši, pa niso ne vem kako vključeni v občestvo. Zdaj sem gotovil, da družino tisti zelo pridno berejo, še bolj časi kot tisti, ki gredo k maši. Tole bodo pa tudi morda tisti, ki, če bodo v kiosku, bodo nekoliko na mesto samo ledi, pa še tole kupi, ne? Pa bere eno in drugo, ponuditi nekaj, stopiti iz geta ven, pa nagovarjati televizor. To res, v imenu celotne školske konference, načkov me tudi naročil, zvore, da naj vas pozdravim, čestitam, želim vsega blagoslova in ko sem bil v soboto pri mater Karmeličankah svojo zelo sestre, molite za to, za stično novo revijo, prišla pa tudi še v novo knjiga in so rekli, bomo modile, kar se da. Tako da imam pravo osnovo za. Gospod Škof, iskrena hvala za to spodbudo, ker nam bo marsikdaj prav prišla. Človek pride tudi v dileme, ne? Tako jih je bilo tudi veliko v nastajanju, kar je pa prav, da so. Če sem lahko ob koncu še osebna, jaz sicer nisem najstnica, nisem v prvi ciljni skupini, sem pa mama birmanca, tako da bom naročila že danes. Ne? Odlično. Gospod Škof, hvala lepo vsem. Ali lahko zelo ravno čas vikam z vsako